Veliki raziskovalec in znanstvenik baročne dobe Janez Vajkard Valvazor se je šolal v Ljubljani pri jezuitih, univerze pa ni obiskoval. Glavnino izobrazbe so mu dala potovanja, ki so bila pomemben temelj v zorenju in razvoju njegove osebnosti. Ko sem se vrnil v domovino in ugledal tu prav take, da celo večje naravne čudeže, me je zamikalo, da bi nevernost in nevednost tujcev odpravil z obširnim opisom Vojvodine Kranjske, zatrdno upajoč, da bom storil prijetno uslugo ne le sodobnemu učenemu svetu, ampak tudi zanamcem, če odkrijem poleg drugih posebnosti te dežele tudi umetniške zakladnice narave v njej, ter tako z oznanitvijo tega sonca, reči hočem z obelodanjanjem slave te Vojvodine, preženem sence njihove nevidnosti ali mrak njihovega dvoma. Za Valvazorja so značilne velika vedoželjnost in raziskovalna vnema, vsestransko znanstveno zanimanje in tudi dobršna mera samostojnosti, zdrave presoje in odločnosti, pri čemer ljubezen do dela in vztrajnost nista manj pomembni. Označuje pa ga še ena lastnost, ki diha iz vsega njegovega dela in je včasih kar ganljivo poudarjena: velika ljubezen do domače dežele, navaja dr. Branko Rajs v svoji obsežni študiji o Valvazorju. Njegovo osebno arhivsko gradivo, rokopisi, pisma in drugo je le fragmentarno ohranjeno. Zato je strokovno javnost zelo razveselila nedavna najdba v Arhivu Republike Slovenije. Pred sabo imam urbar Greščin, Bogenšperk in Lichtenberg, ki ga je odkril dr. Boris Golec, dober poznavalec in raziskovalec Valvazorja in arhivskega gradiva o njem, in sicer med gradivom Gospostva in samostana Kostanjevica, ter ga razpoznal kot lastnoročni spis oziroma urbar, ki ga je sestavil sam Valvazor. Valvazorjeva mladost se je končala leta 1672. Tedaj 31-leten se je vrnil s potovanj domov, da bi se ustalil, si ustvaril dom in družino ter začel uresničevati svoje študijske načrte. Prvotno naravoslovec se je Valvazor razvil v zgodovinarja šele zaradi okoliščin, ki so ga spodbudile k pisanju slave Vojvodine Kranjske. Domoznanski oddelek knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica hrani vrsto dragocenih raritet. Med njimi tudi vse izdaje Valvazorjeve slave Vojvodine Kranjske. Seveda najpomembnejša je prva izdaja iz leta 1689, naša najdragocenejša knjiga. Lahko bi rekli tudi notranjska knjiga vseh knjig. Janez Vajkard Valvazor je bil učenec narave, učil se je iz narave, spoštoval je naravo. Za Cerkniško jezero je dejal, da je to čudež narave in da ni odveč nobena pot, noben trud, da bi to jezero predstavil svetovni raziskovalni javnosti. Opis Cerkniškega jezera, ki ga je Valvazor poslal v London, je odločilno pripomogel k temu, da ga je kraljeva družba leta 1687 izvolila za svojega člana. V 22 slovenskih knjižnicah hranijo vsaj po en izvod Valvazorjeve slave. Po doslej znanih podatkih pa je v arhivih in knjižnicah v tujini še 76 izvodov. V Narodni in univerzitetnih knjižnicah hranimo več izvodov slave Vojvodine Kranjske. Zadeve hranimo večinoma v rokopisni zbirki, kjer so najbolj na varnem, saj so te izvodi dostopni predvsem specialistom. Delo je pisano v nemščini. Snov je razdeljena na 15 poglavij, vezanih večinoma v 4 zvezke. Skupaj obsegajo 3532 strani in imajo še 24 slikovnih prilog. Med besedilom je 528 ilustracij. Polihistorjev opus cenijo vsa področja znanosti, od naravoslovnih do humanistično-družboslovnih.
A vedno znova se pokaže, da sta Valvazorjevo življenje in delo še vedno pomanjkljivo preučena. Posebej neraziskana sta materialna podoba njegovih knjižnih del in tehnično ozadje njihovega nastanka. Podatke o tem je mogoče pridobiti s konservatorsko-restauratorskim posegom, med katerim se predmet obdelave zelo natančno strukturno in materialno pregleda. Tak poseg so opravili leta 2011, ko so v Centru za konserviranje in restauriranje Arhiva Republike Slovenije dobili v delo zelo poškodovan izvod tretjega dela Slave iz knjižnice Zgodovinskega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Tretji del Slave Vojvodine Kranjske vsebuje največ ilustracij in je vsebinsko najbolj zanimiv za širšo javnost. Zato je razumljivo, da je bil najbolj v uporabi in pogosto tudi najbolj poškodovan. Sodeč po materialih je bil obravnavani izvod pred nekaj desetletji delno prevezan in preplatničen ter izdatno polepljen s klejnim lepilnim trakom. Pri restauriranju tega dela Slave Vojvodine Kranjske smo naleteli že na prvo težavo. Nekdo je v preteklosti polepil hrbet knjižnega bloka s sintetičnim lepilom in to nam povzroča zdaj hude težave pri odstranjevanju platnice. Darja mi pomaga pri razdiranju knjižnega bloka na posamezne lege. Jaz pa delam natančen popis. Začenjam s paginacijo, če si sledi vrstni red, popišem vse poškodbe. Zelo pozorna sem tudi na vezno besedo, ki se na vsaki strani spodaj desno konča. Ta ista beseda se na naslednji strani zgoraj začne. In s tem tudi potem, ko bomo nazaj zlagali vse te liste, preverjamo to sledenje. V kontekstu današnjega časa v dobi digitalizacije s paradigmo nekdanjih rokodelskih obrti dobimo občutek, kot da bi se preselili v srednji vek, ko pridemo v našo delavnico. Oprema je stara, enaka, kot je takrat bila, le naš mojster je mlajši. V takem mlinu, imenovanem Holandec, so nekoč mleli krpe, toliko časa, da je nastala papirna kaša. Danes dobimo že pripravljena vlakna, bombažna, lanena ali celulozna. Papirničar to kašo zajame z sitom in potem odcedi vodo iz sita. Ko dobimo približno 100 listov na filcih, se jih prenese v prešo in v preši pod velikim pritiskom steče vsa voda. Kasneje se papir prenese v sušilnico. Ko se osuši, se prenese na gladilnik. In ko je papir končan, je pripravljen za uporabo. Papirja v izvodu Slave Vojvodine Kranjske smo se ob konzervatorsko-restauratorskem postopku lotili tudi zato, ker smo v pregledu ohranjenih izvodov, ki jih pač hranijo knjižnice v Sloveniji in na Hrvaškem, ugotovili, da je papir zelo različen. In zato nas je zanimalo, ali so tiskali na eno vrsto papirja ali na več vrst papirja. Zato smo naredili naravoslovne preiskave in preiskave debeline, otipa, zvoka in ugotovili eno zelo pomembno dejstvo. Namreč v nemških deželah so papir klejali
po tiskanju, za razliko od ostalih dežel v Evropi, kjer so tiskali na klejen papir. V Nemčiji so ga potem klejali knjigovezi in tako si razložimo, zakaj nekateri izvodi, ki so vezani v bolj nobel vezavah, imajo boljše ohranjen papir kot drugi, ki so vezani samo v enostavni trdi vezavi s temnorjavim usnjem. Konservatorsko-restavratorski poseg je tudi priložnost za dodatne preiskave, ki bi bile sicer neizvedljive. Ko se knjižno delo razveže, dobimo potem posamezne pole papirja. Na teh polah papirja lahko na katedri za informacijsko in grafično tehnologijo izvajamo analize papirja. Ta analiza papirja je lahko izvedena samo z metodami, ki so seveda nedestruktivne, to je neporušne, to se pravi, da ne poškodujemo samega papirja. Nahajamo se pri vrstičnem elektronskem mikroskopu, s katerim v bistvu lahko analiziramo površino, topografijo, reliefnost naših vzorcev. Omogoča nam pa ta mikroskop tudi, da ugotovimo kakršnekoli mehanske poškodbe, ki se pojavljajo na površini vlaken oziroma preostalih vzorcev. Večina naravoslovnih preiskovalnih metod, ki se uporabljajo za analizo pisne in grafične dediščine, izhaja iz papirne in grafične industrije. Pri industrijskih analizah jemanje vzorca ne pomeni težave. Pri odvzemu in izbiri vzorcev na objektih kulturne dediščine pa so raziskovalci precej omejeni. Druga težava sta nehomogenost in različna ohranjenost posameznih delov objekta, v tem primeru knjige. Mehansko ohranjenost papirja v knjižnem bloku lahko ugotavljamo tudi z zvokom listov. Ta knjiga je boljše ohranjena, medtem ko je ta poškodovan izvod, listi imajo slabši zvok. Ugotovili smo, da se papirji v izvodih slave razlikujejo, vendar razlika ni v tem, da bi bilo več papirjev, ampak je bila razlika v obdelavi tega papirja. Pri vizualnem pregledu papirja proti svetlobi smo ugotovili, da je poleg vodnega znaka, ki je v vseh izvodih enak, to je tudi ena potrditev, da ni bilo uporabljenih več vrst papirja, da je pregled tega papirja nehomogen, da so nečistoče, da so strdki, saj je bil Valvazor že precej finančno omejen, tako da za tisk slave Vojvodine Kranjske ni bil uporabljen papir najvišjega cenovnega razreda. Da bi Valvazor lahko uresničil svoje založniške in znanstvene načrte, si je z leti ustvaril bogato knjižnico in dragoceno grafično zbirko. Oboje je bilo takrat na Kranjskem po vrednosti in obsegu nekaj izjemnega. Knjižnica je obsegala več tisoč zvezkov z vseh področij ustvarjanja. Posebno dobro pa je bila založena z zgodovinskimi, potopisnimi, geografskimi, kartografskimi in matematičnimi deli. Večina Valvazorjevih knjig je bila opremljena z exlibrisom, ki je bil, kot običajno pri plemstvu, heraldičen, dodan mu je bil trak z začetnicami lastnikovega imena in posesti. V dveh različicah ga je izdelal bakrorezec Andrej Trost. Po izidu slave Vojvodine Kranjske v hudih dolgovih je bil Valvazor primoran knjižnico in grafično zbirko prodati. Kupil jo je zagrebški škof Mikulič. V celoti sta se ohranili v Metropolitanski knjižnici v Zagrebu, ki je od leta 2010 skupaj z Nadškofijskim arhivom del Hrvaškega državnega arhiva v Zagrebu. Evo, to je poprilici tako. Ovdje su ove veće knjige, dole sve to dobro zatvoreno. Zanimivo je tudi, da ko smo pregledali izvod, ki ga hrani Metropolitanska knjižnica v Zagrebu, vsebuje pa popolnoma drugačen papir. Druge vodne znake, pojavlja se več vrst vodnih znakov in nikoli se ne pojavi tip papirja, ki smo ga našli v ostalih izvodih.
tudi ta papir ni najboljše kakovosti. Ima veliko nečistoč, ima veliko madežev, ki so posledica izdelave papirja. Nehomogen je, nekateri papirji so debelejši, drugi so tanjši, tretji so bolj hrapavi, eni gladki. Razlika pri listanju, pri otipavanju, pri zvoku med temi papirji, ki jih ima slava Vojvodine Kranjske, tista, ki je hranjena v Metropolitanski knjižnici v Zagrebu in je bila njegov osebni izvod, nakazuje na to, da je ta papir, oziroma dokazuje, da je ta papir pravzaprav tudi čisto drugačen. Lahko bi bil to njegov probni vtis, vendar za to še nimamo dokazov. Za posamezen konservatorsko-restavratorski poseg na poškodovanem izvodu slave so se odločili na podlagi preiskav in pregleda poškodb na vezavi in knjižnem bloku. Tudi ob najmanjši uporabi knjige so se poškodbe povečevale. Po natančno dokumentirani razvezavi so vseh 557 listov knjižnega bloka najprej suho čistili z restavratorsko radirko in mehkim čopičem. Zaradi obilice različnih madežev in lepilnih trakov pa je bilo mokro čiščenje listov edina učinkovita rešitev. Suho očiščene liste položimo na tkanino, na kateri jih peremo, nato jih navlažimo z vodnim pršilcem, tako enakomerno navlažene liste damo v vodno kopel in v vodni kopeli nato odstranimo lepilne trakove. Liste v celoti podložene z nosilcem so položili na bombažne tkanine, ki so vpile vodo. Sledil je postopek premazovanja. Še vlažne liste so premazali z raztopino metilceluloze, pšeničnega škroba in kalcijevega karbonata. Liste so posušili in poravnali tako, da so jih vložili med suhe bombažne tkanine. Te so menjavali, dokler se listi niso popolnoma posušili. Tako so se izognili gubanju med sušenjem ter ohranili izvirno površinsko strukturo papirja in grafičnega odtisa, kolikor je bilo to mogoče. Na vrsti je bilo ročno restavriranje nekaj manj kot 600 listov knjižnega bloka. Smo pri fazi ročnega restavriranja, kjer je potrebno natančno fiksirati raztrganine. To naredimo s tako imenovanim enosmernim papirjem, to so mostički in sicer je to začasna stvar, ki se potem kasneje odstrani. To zgleda takle košček, se položi gor. Potem se pa s hrbtne strani zrestaurira z japonskim papirjem. Na to zlico z rahlim omočnim odstranimo začasno dodan trak tankega japonskega papirja in na to raztrganino še zlico utrdimo z zelo tankim japonskim papirjem. Tako zrestauriran list, ki je ves čas postopka seveda zaščiten s tkanino, blago obteženega sušimo pod lesenimi deskami. Valvazor je kmalu spoznal, da svojih želja in načrtov brez bakroreznice in tiskarne za plošče ne bo mogel uresničiti. Zato je na Bogenšperku velikopotezno ustanovil lastno grafično podjetje, prvo te vrste na naših tleh. Tam je nastala večina grafičnih upodobitev v slavi. Tiskanje slave Vojvodine Kranjske pa je zaupal tiskarni Enter v Nürnbergu. Kar sem naredil zdaj, je pravzaprav zadnja faza pri pripravi svinčenih črk za tisk. Pa dajmo malo bolj podrobno pogledati, katere faze so to. Mi bomo to zdaj prikazali z opremo, ki je sicer iz 20. stoletja, ampak sam princip je pa od Gutenberga praktično identičen. Mali detalji so se spreminjali.
Pomembno je tukaj nekaj poklicev. Prvi poklic je ročni stavec. Ta je imel že zelo veliko znanja, da je lahko sam pripravil kompozicijo, govorimo o razmikih, o izboru črk in tako naprej. Ne? In je s pomočjo enega zelo preprostega orodja pač črke iz predalov jemal in jih potem zlagal vrstico po vrstico v vrstičnik in tako, ko je naredil pač posamezne vrstice, jih je zlagal in s tem gradil stran. Potem je vmesne dele tudi zalagal z nekimi ploščicami, ki jim mi rečemo slepi material, ker se te ploščice ne odtisnejo, so nekoliko nižje kot črke. To je seveda zelo pomembno za vse razmike med paragrafi. Na drugi strani te kompozicije pa vidimo tudi podobo. Seveda je podoba sploh pri Valvazorju izredno pomembna. Vidimo, da gre za neko kovinsko ploščico, ki je v Valvazorjevih časih bila narejena ročno. Poseben mojster je mogel izrezbariti to v kovini in z te kovine se je potem to odtisnilo. Kasneje je bil ta postopek veliko bolj enostavno in smo ga s kemijo nekako lahko izjedkali, kar pomeni, da smo, če se je en kos uničil, recimo zaradi prevelike naklade, hitro naredili novega. V Valvazorjevih časih je bila pa to velika dragocenost, ker je šlo za unikate. Moram povedati, da je to izredno dolgotrajen postopek, sploh če imamo pred seboj Valvazorjevo besedilo, kjer on z raznimi drugimi črkovnimi vrstami poudarja besede. Ne. Pisano je besedilo v gotici, ampak neki poudarki ali pa kakšni toponimi so pa z drugo pisavo napisani in seveda je mogel ročni stavec najti ta predal, ne, mogoče več njih, zato ker je bilo več črkovnih vrst in jih posebej še vstavljati. Ne. Moramo vedeti tudi to, da je eno tako obsežno knjigo, kot je tista, natisniti fizično tudi težko. Konec koncev potrebujemo izredno veliko materije, nekih svinčenih črk. Ne. To je poleg tega, da je težko, je tudi drago, kdo pa ima toliko črk in tako naprej. Veliko je detaljev, na katere se je potrebno spomniti. Ko smo kompozicijo nekako naredili, jo moramo zakleniti, zapreti, da nam črke ne migajo, ker bi lahko pri tisku se premikale, uporabljali bi kompozicijo, lahko bi mogoče celo kakšna izpadla. Črke pri tisku morajo biti pri miru. Tu v tej omari imamo najbolj dragocene naše tiske iz 17. stoletja. Med njimi ima gotovo posebno mesto slava vojvodine Kranjske, Janeza Vajkarta Valvazorja. Lahko pogledamo na naslovnico. Spodaj je napisano Laibach, čeprav je bila knjiga natisnjena v Nürnbergu in dodana letnica 1689. Če pa pogledamo ta delovni izvod, ki so ga pri nas bolj študirali, zato je tudi malo bolj v slabšem stanju. Piše spodaj cum privilegio sacre Caesare Maestatis. Kaj to pomeni? To je čas, ko knjige niso imele avtorske zaščite in zato, če si hotel se obvarovati piratskih kopij, si moral prositi cesarja, lahko tudi papeža, da je knjigo to in podobne knjige zaščitil pač, da v določenem času, v določenem obdobju ne bojo na tem teritoriju takih knjig niti tiskali, niti prodajali. In očitno je založnik Enter prosil cesarsko pisarno Leopolda I. in dobil to zaščito za slavo vojvodine Kranjske. To pomeni, da je smatral, da je delo tako pomembno, da bi se lahko kdo spomnil in podobno knjigo poskušal sestaviti, natisniti in tako naprej. Ja, Mateja, glej, jaz te prosim, če boš odstranila tele selotejpe, tako iz prevleke, iz usnjene prevleke, kot iz papirja. Potem, če je le možno, glej, bi na suho dvignila celoten del usnja,
jaz mislim, da bi kar do papirja prišle. In na tej strani tudi, vsaj do prve tretjine, ta predlist. Noter sem pa opazila, da je knjigoveška gaza ustavljena in boš videla, kako bo tebi pri suhem dvigovanju šlo, a ne, kaj se ti je zgodilo. Mislim pa, da tukaj ne bi nič močile. Ne? Usnje ne dovoli nobenega stika z vodo, ker se potem spremeni in se skrči. Skratka, vse poskusi, kar se da na suho. A ne? Sledim tehniki šivanja in povezujem vsako lego posebej na te vezice. Če nit ne zategujem dovolj, je velika nevarnost, da potem se celotna vezava razrahlja oziroma ne funkcionira. Tako da moram biti pri sami povezavi izredno pazljiva, skoncentrirana in ves čas v pravilni smeri zategovati niti. Kadar se mi zmanjka niti, takrat vedno dodajam na sredini lege, povoskam jih s naravnim čebeljim voskom, zato da nit zaščitim. Takole vedno pazim, da dodajam čim bolj v sredini oziroma v vezniku. Ta vozel mora seveda zdržati kar precej potegov. Vsako lego posebej preverjam, kako je sestava, ker imamo noter vstavljene različne grafike. Preverjam zaporedje 312, 313, nanizam lego na ta moj knjižni blok, jo poravnam na glavi, mi rečemo na glavi knjige, in seveda jo tesno prislonim na vse te 4 moje vezice. Pregled vezav na ohranjenih izvodih je pokazal, da povsem enotnega načina ni bilo. Pri tem izvodu so se odločili slediti ohranjenim strukturam vezave, na platnici pa so ohranili materiale in podobo, ki jo je imela knjiga po delni prevezavi. Slava Vojvodine Kranjske je tiskana knjiga, a je vsak ohranjen izvod v materialni podobi drugačen. Vsak je vir dragocenih podatkov o papirju, tisku, vezavi in tehnični zgodovini knjige. Restavrirano 3. knjigo Valvazorjeve slave spet hrani knjižnica Zgodovinskega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Čeprav je to delo z mnogimi bakrorezi osvetljeno povzročilo silno veliko truda in stroškov, bo vendar bralčeva prijaznost in naklonjenost vse to oslabila. In ne bo mi žal vsestranskega prizadevanja, če slave in časti Vojvodine Kranjske ne bo onečastil z zaničevanjem ali mržnjo, ampak jo bo na mojo ponižno prošnjo gledal z blagohotnim pogledom. Zato v ljudnost mu izražam svojo vdanost in mu želim od Boga, ki mu za srečno dovršitev tega težavnega dela ponižno izrekam hvalo in zahvalo, čast cvetoče blaginje, obenem pa tudi sebi čast trajne naklonjenosti. Po 324 letih pa je opravljen tudi zadnji podvig. Zakladnica slovenske zgodovine, slava Vojvodine Kranjske, je prevedena v slovenščino.